Radijski misijon od 6. do 12. aprila. Gospod, pomnoži nam vero. Dober večer, spoštovani obiskovalci, spoštovani poslušalci, vsi, ki ste prišli v učilnico Soboške škofije in vsi, ki boste nocojšnji večer s škofom poslušali prek radijskih sprejemnikov. Tako eni kot drugi dobrodošli, da uro nocojšnjega druženja sooblikujete z vašimi vprašanji. Tisti, ki ste tukaj, seveda vabljeni k zapisu vprašanj, ostali pa k klicu na 01 512 10 00. Na vaše vprašanja bo odgovarjal koprski škof in apostolski administrator Soboške škofije Peter Štumpf. Gospod škof, dober večer. Bog da dober večer. Ja, 5. dan radijskega misijona razmišljamo o delu veroizpovedi, o Jezusovem odhodu v nebesa in njegovemu ponovnemu prihodu. In kar nekaj je že bilo povedanega na to temo, tudi vaš, gospod škof, osrednji misijonski nagovor, ki smo ga slišali ob 17. In naj spomnim ob tem, da je še vedno dostopen v našem spletnem audio arhivu, kot tudi na našem YouTube kanalu. Gospod škof, osvetlila bova tekom nocojšnjega večera še nekaj poudarkov, na katere ste opozorili, jih navrgli. Ne pa kot uvodno vprašanje služi, kakšen je pomen te butarice tukaj pred mizico, ki nam dela družbo, ne gre namreč le za okras. Ja, zdaj bi že lahko rekel, da gre za starodavno tradicijo sester Claris, ki so zdaj v naši škofiji že 13. leto in odkar so prišle sem leta 2012, so vsako leto za cvet nedeljo tukajšnjemu škofu podarile butarico, in sicer iz zelenja in materijala z njihovega domačega vrta. In ta butarica vsako leto ima nek simbol, sporočilo, torej namen. No, lansko leto je bil to nadangel Mihael, sedaj pa je to ladica. Seveda, glede na to, da sem odplaval ali odjadral ali odplul iz Soboške škofije v Koper, imamo tukaj Muro, najbrž sem se moral najprej na brod ali čoln sest po Muri in potem odpeljati tam vse do po Ljubljanci, ne vem, torej nekje proti toku v Koper. No, seveda Koper je veliko pristaniško mesto. In sestre so se spomnile pač na ta dogodek in tako naredile ladico, lepo, tudi na njej dva škofa, prejšnji škof, gospod Jurij Bizjak in sedaj jaz, celo obraze imava, ne vem, kje so fotografije dobile. In pa seveda te ladice potem tudi opremljena z mojim škofovskim geslom, tudi z mojim grbom in pa na krmi oziroma na kljunu te ladice je podoba nebeške Matere Marije, torej svetinica Matere Božje. In ta ladica pluje in išče svojo varnost, svojo smer in najde med dvema stebroma, mogočnima stebroma, ki pomenita Evharistijo in pa Marijo. In tukaj je ta ladica varna. No in kaj pomeni ta ladica? Pomeni cerkev, ki jo vodi papež, škofi, duhovniki in seveda na krovu te ladice vse Božje ljudstvo. Torej ena taka lepa popotnica, lepo darilo. Ja. Gospod škof, o veroizpovedi se bomo nocoj pogovarjali, ta bo v ospredju in pravzaprav gre za molitev, ki nekako strne bistvo našega verovanja, a ne sploh, ko rečemo, da je šel Jezus v nebesa in sedi na desnici očetovi. Se mi zdi, da Jezus takrat premaga zakonitosti tega sveta, da s temi besedami to poudarimo. In kako si lahko na tem primeru, točno ki ga izgovarjamo, nekako znanost in vera podata roko? No, znanost in vera se tukaj spogledujeta, kajti gre za eshatološke, torej za tiste resničnosti, ki so v bodočnosti nam dostopne. In ta bodočnost seveda za nas je smrt in preko praga smrti stopamo v večnost. In seveda znanost tu zelo, predvsem v zadnjih letih,
tudi preko medicine, parapsihologije in podobnih reči poskuša pokukati v to onstranstvo, v večnost, v esatologijo, tudi tako, da raziskuje človeške možgane, stanje človeka ob smrti, kaj se z njim dogaja, kdaj duša zapusti človeka, torej njegovo telo, kaj se dogaja torej z klinično smrtjo, a je že to smrt ali ni, ali je to vrnitev nazaj v življenje. Tako da tukaj se z znanostjo postavljajo bolj kot odgovori samo še nova vprašanja. Kar je prav, seveda tam, kjer znanost nekako obstane, tam potem dopolnjuje znanost vera. Kakorkoli, gledajte, tudi znanost vse bolj s temi antropološkimi pristopi ugotavlja, da je človek torej ne samo neko biološko bitje z kemije in nekih proteinov, celic in podobno, ampak je človek tudi duhovno bitje, bitje, ki nosi dušo, ki ima dušo, ki je zaznamovana, torej z hrepenenjem po večnosti. In seveda tukaj gremo še mi, kristjani, naprej. Torej, ljudje smo Bogu podobna bitja z svojo neumrljivo dušo, svobodno voljo in pa razumom. In seveda to znanost se nekako tudi poskuša tudi razložiti, vendar ne povsem. Tako da vera daje potem odgovore, kjer, kot sem že omenil, znanost ne more ali obstoji. Vzpodbudno je dejstvo, da smo kar nekaj vprašanj vam namenjenih prejeli od tukajšnje mladine. Med drugim jih zanima, ker v veroizpovedi v tem delu, ki je danes 5. dan radijskega misijona v ospredju, molimo in sedi na desnici očeta. Kakšen pomen, zanima mlade, ima ta božja desnica? Ja, glejte, zdaj, če človek piše z desnico ali levico, ni nič narobe. Pač to je danost. Jaz sem po svoji naravi levičar po nogometu, po košarki pa desničar. Pišem z desnico, potem dobro sem pa igral nogomet levico, predvsem te voleje, kot se temu reče, v nogometnem izrazoslovju so bili strahotni, tako da enkrat celo žoga počla, ko sem sekal v prečko, z levico. Desnico sploh ni šlo. Ne? Paul McCartney je igral kitaro z levico na levo, torej z leve na desno je imel kitaro. Tako da tukaj smo pogojeni z tem, ampak v Svetem pismu nekako desnica pomeni moč, oblast, varnost, gotovost. In tudi v knjigi Razodetja, ko Gospod, ki se razodene Janezu, položi na desnico in ga ukrepi in ga spodbudi. No, tako tudi v knjiga Pregovorov pravi, da je srce pravičnega v njegove desnici, srce norca pa v njegove levici. No in Jezus, zanimivo, tudi to dramatično poslednjo sodbo v Matejevem evangeliju predstavi tako, da pravične da na desnico, torej ovce, krivične, zlobne na levico, torej kozle. Jezus je bil na križu preboden z sulico. Sveda evangeliji ne govorijo, je bilo to na desnici ali na levici. Zdaj turinski prt nekako prikazuje, ki bi bila relikvija Jezusovega trpljenja in smrti in tudi vstajenja, da je bil ta oseba, ta mož, v višini 1,80 m, za tiste čase izjemno velik in krepak, preboden na desnici. Rubens, recimo slikar, prikazuje Jezusa kot prebodenega na levici. Torej gre za eno tako sporočilo tudi Svetega pisma, pa tudi pozneje patristične tradicije, da pač desnica bi v tem pomenu, kar se tiče pravičnosti, naj imela neko prednost. Ne. To seveda potem se tudi kulturološko zelo vzpostavilo, pozneje tudi v
te naše odnose, recimo poroke, ne, žena je na moževi desnici. Tudi potem protokolarno se, seveda tudi ko gre predsednik države in sprejema gosta, ga postavi na svojo desnico. Absolutno to recimo velja za angleško princeso oziroma kraljico, kjer ima vse povsod absolutno prednost ona v desnici. A potem mi dva prav sediva? Ne, zdaj ne sediva prav. Torej, glede na moški in ženski spol, ne, absolutno sediva narobe. Ampak glede na škofovsko, rekel, službo in dostojanstvo, pa sediva prav. Aha, dobro. Preko ekleziološko sediva prav, antropološko pa narobe. Dobro, rekli ste, gospod Škof, da desnica predstavlja moč, oblast in tako nekateri verniki tudi ali pa tisti, ki ne verujejo, vidijo Boga, sploh tistega v stari zavezi. Ampak potem, ker se pogovarjamo o sodbi, nekateri pravijo, zakaj bi Bog meni sodil. Ne? Tako težko sprejmemo to podobo Boga sodnika. Tisto o usmiljenem očetu imamo nekoliko raje, nam je bliže. Zakaj se pa tega sodnika bojimo? Ja, seveda, gledajte, bojimo se ne vsi tega sodnika, se v tem je težava. Če bi ga se bali, potem danes ne bi bilo nobenih vojn. Ker dejansko gre za vprašanje vesti. In rekel tudi preko teh osnovnih človeških zgibov, ki mi jim pravimo človečnost. In tako da tisti, ki se bojimo Boga, bojimo se ga v odnosu sin ali hči, oče. Pomeni, oče je dober, tako dober, da je vreden vsega našega zaupanja in spoštovanja in tudi našega, rekli po prekmursko, poštenja. To pomeni vse naše ljubezni in da ga tudi znamo v vsakodnevnem življenju tako vključevati tudi v svoje odločitve. In seveda prav Bog je tisti, ki je stvarnik vseh nas. In gledajte, zadnje čase, kar sem škof, 19 let sem že, non-stop ponavljam, pa tudi marsikak moj sobrat v škofovski službi, je v tem, da Boga ne smemo nikakor zasrmovati, poniževati, s tem, da mu jemljemo premat nad življenjem. Bog je absolutni gospodar življenja, on ga daje, kadar ga hoče in jemlje, kadar hoče. In Bog je seveda stvarnik vsega, žive in nežive narave. In v tej živi naravi seveda smo tudi ljudje in od Boga, kot pravi Sveto pismo, tudi postavljeni za upravitelje v tega stvarstva. In seveda, veste, že Jezus pravi v evangeliju na parih mestih, ne, da se bo od upravitelja zahteval odgovor, predvsem tu v talentih in tudi pri devicah, ki morajo biti budne, ko prinesejo svetilke za ženina, morajo imeti rezervno olje. Tukaj gre za budnost in odgovornost in dajali bomo odgovor za to, kar smo prijeli. Škof Smej, večkrat to poudarjam, svetniški škof, naš prekmurski rojak so večkrat dejali, od nas škofov bo Bog več zahteval in tudi od duhovnikov, kot od ostalih krščenih vernikov. Zakaj? Zato, ker nam je več dal. In to pomeni seveda, Bog z tem tako tudi vzpostavlja pravičnost. Kot sem že omenil prej v misijonskem nagovoru, kaj pa bi bilo, če bi ne bili nikomur za nič odgovorni? Bog je kot oseba stvarnik in Bog je kot tudi oseba sodnik. En je Bog in en je sodnik. Jezus večkrat pravi, ne sodite vi, to ima oblast samo Bog. Torej Bog oče nad sodbo. In zato seveda gre tukaj za odgovornost do Boga in nekateri, jaz se čudim, recimo kakšnim svetovnim voditeljem, ki se tudi javno nekako izkažejo kot kristjani, ki sodelujo pri bogoslužji, zlasti za veliko noč,
pa za Božič, pa vendar vodijo svetovne vojne in morijo. Kje je tukaj vest, kje je tukaj odnos oziroma odgovornost do Boga in ne nazadnje, ne samo to, tudi do svoje večnosti. Iskreno povem, jaz ne bi upal, pa ne bi hotel biti na mestu ob Božji sodbi nobenega trenutno svetovnega voditelja. Tega bi mi bilo zelo, zelo strah. Raje sem čisto zadnji človek na svetu, nepomemben, samo da ob sodbi obstanem. Dve vprašanji sta se mi porodili pri vašem govoru, in sicer, zakaj samo Bog Oče ve, kdaj bo druga sodba, če sta pa eno z Jezusom? In pa še nekaj, kar mi je ušlo, ampak bova potem nadaljevala. Ja, to je zelo težko vprašanje, ki ga lahko samo predvidevam. Tudi jaz ne vem. Če Jezus ne ve, kdaj bo sodba, tudi jaz ne vem, zakaj to Bog Oče ve. Lahko je tukaj seveda v bistvu ta odnos očeta in sina. Mi vemo, je že danes zjutraj gospod Aljaž Baša dobro povedal v svojem nagovoru na Radiu Ognjišče, da sin ne ve vse, kar misli oče. In to je včasih dobro, ker ti oče stvari premisli in potem pelje naprej tudi v dobro sina in domačije in podobnih reči, ki so povezane z domačijo. Ampak jaz ne bi dejal, da je v tem odnosu toliko oče-sin odnos nejasnosti, nerazčiščenosti, ampak preprosto niti sina najbrž ne zanima, kdaj bo ta sodni dan, ker sin je že na križu opravil tisto, za kar ga je oče poslal. In poslal ga je tja na križ, zaprosil ga je pravzaprav, naj gre na križ za nas, da bi nas tam iz ljubezni upravičil za nebesa. Za sina je najpomembnejše to, da bi mi se zveličali oziroma da bi dosegli večno življenje. Pa potem ob koncu časov, da bi vse stvarstvo kot novo nebo, novo zemlja doživelo to prečiščenje v polnosti ognja Božje ljubezni, kot sem že prej dejal, da je že tudi Pavel dejal, da se v ognju Božje ljubezni skalimo in prečistimo za vse, kar pred Bogom ne obstane oziroma ne more obstati. Tako da časi in vekovi so očetovi, oblast pa je sinova. Prej, ko ste govorili, da je Bog sodnik in on odloča, kaj pa, če se mi vseeno, oziroma kot se nekateri odločajo na mesto Boga, ali mu s tem vzamemo svobodo, ali ima to še kakšen drugačen vpliv na nas? Bogu mi ne moremo vzeti nobene svobode, ker on je sam sebi popolnoma svoboden in on čisto nič ne rabi, ne naše svobode, ne naše potrditve, ne našega poveličevanja oziroma našega češčenja. Bog je sam sebi popoln in če hoče mogoče malo bolj vsakdanje, sam sebi tudi zadosten. Torej, mi potrebujemo Boga in seveda on nam je dal svobodo, v kateri se odločamo lahko za dobro ali za zlo in seveda to Bog spoštuje. Ne vem, kako se to Bog počuti v nebesih, ko vidi, kaj mi počnemo z našo svobodo. Ko vidi vse to trpljenje, vse te vojne, vse te grožnje, recimo tudi vsa ta taborišča od Auschwitza, Dachau ali drugih podobnih gulagov torej v Sovjetski zvezi, še marsičesa, česar mi niti ne vemo, da obstaja po teh raznih državah, kako Bog gleda na to, kako je svoboda, ki nam je dal kot največji dar, zlorabljena. Najbrž ga boli, ampak mislim, da cena za svobodo bo zelo velika tudi pred Bogom, ne samo pred zgodovino, ampak pred Bogom, ko bomo morali vsi dajati tudi obračun, kaj in kako smo ravnali s to svobodo. Vemo, da je tukaj precej, rekel, takih plehkih, lahkih besed, ne. Jaz sem svoboden, jaz lahko počnem kakorkoli, karkoli. Mnogi danes, predvsem tudi med
dekleti in ženami, ki protestirajo za sebe, češ da lahko svobodno počnejo s svojim telesom, kar hočejo, da jih ne zanima otrok pod srcem žene, da jih ne zanima to, da je to povsem svobodno, neodvisno bitje, ki ga nič ne zanima, kaj si misli njegova mati o svojem telesu, ampak to bitje bi želelo samo živeti, nič drugega. In dostikrat se sliši, da pač svoboda se konča tam, kjer se začne svoboda drugega. In to je treba upoštevati. Moja svoboda ni kot župa, brez meja, ki se razliva lahko po mizi, kakor se hoče, ampak moja svoboda mora biti v okviru nekega prostora, da lahko vse skupaj kot družba tudi normalno funkcionira. Več kot 20 se nas je zbralo tukaj v učilnici v Soboški škofiji. Tako da nekaj kartončkov imam že v rokah in gospod Škof, prvo vprašanje, ki so ga zastavili oziroma nekdo izmed teh, ki je prišel, se glasi: prijatelj me je vprašal, zakaj potrebujemo spoved, zakaj ni dovolj prositi odpuščanja pri molitvi. Hvala. No, spoved je dar vstajenja. Ko se Jezus nam prikaže učencem, njegove prve besede so bile: prejmite Svetega Duha, komur grehe odpustite in bodo odpuščeni. Komur zadržite in bodo zadržani. Torej, spoved je sakrament, ki je dar vstajenja. In že Jezus, ko je odpuščal grehe, so se farizeji nad njim zelo pohujševali, kaj se ti delaš Boga, kaj ti samo Bog lahko odpušča grehe. Ampak Jezus je v svoji božanski moči, kot stali Gospod, to svojo oblast prenesel na svoje prijatelje, torej na apostole, torej duhovnike, škofe, da to njegovo oblast ljubezni tudi izvršujejo med seboj in pa seveda tudi do vseh, ki k temu sakramentu pristopajo. Torej, spoved je sakrament, seveda, ki zahteva precej korajže. Ni enostavno iti k spovedi, kajti ko grem k spovedi, moram samega sebe pred Bogom in tudi tistim človekom, ki je spovednik, ki je duhovnik ali škof, priznati v svoji slabosti in svoji grešnosti. Jaz marsikomu, ki ima s tem težave, rečem: ne misli si, da si ti izumitelj grehov. Ker vse, kar si ti že naredil, pa tudi če si ubil ne vem koga, malo parafraziram, so to drugi že naredili v milijonskih nakladah pred teboj. Ampak tudi njih se je Gospod usmilil zaradi kesanja, zaradi oziroma želje po spreobrnenju, oziroma zaradi želje potem, da bi ponovno ljubili. In zato seveda je spovednik tisti, ki ga je ta postavil direktno Kristus v moči svojega vstajenja. In v moči duhovniškega posvečenja ta spovednik tam sprejme, posluša, da na svet in odveže grehov tistega, ki je prišel k njemu k spovedi. No, tudi mi, škofje, duhovniki, imamo isto pot do odpuščanja grehov, da spovedujemo drug drugega. Papež Janez 23. je vsak dan opravljal sveto spoved. Recimo, jaz jo opravljam približno 2-krat na mesec, v skrajnem primeru mesečno, in to že vse od svojih bogoslovnih let. In smo nekako v Torinu, kjer sem študiral, imeli neko frazo ali rečenico: brez košarke in brez spovedi ne moreš priti do oltarja. To sta dve temeljni stvari, da ti lahko postaneš duhovnik. Košarka, da te ohrani zdravje, duha in telesa, da si normalen v svojem razvoju. Spoved pa, da si s tem ne samo utrjuješ svoj odnos z Gospodom in z bližnjimi v cerkvi, ampak tudi, da se vzgajaš vest.
Spoved je namreč najbolj odlična vzgojiteljica vesti, da jaz spoznavam s pomočjo spovedi, kaj je nekaj dobro, pa kaj ni dobro. In vemo, da vest ima danes pri nas velike težave. Mi smo nekoliko pomešali med zdravo in pa med zmotno ali bolno vestjo. Znani kardinal, bi rekli sveti Avguštin modernejše dobe, kardinal Newman, je dejal, da vest ima pravice šele takrat, ko ima dolžnost. Če vest ne čuti nobene dolžnosti in ta dolžnost je v moralnem zakonu, potem vest nima nobene pravice, je brez pravic. Kolikokrat slišimo, jaz imam pravico, jaz to vest, nimaš nobene pravice, če se ne oziraš na moralni zakon. In ta moralni zakon je zapisan v 10 božjih zapovedih. Vendar združen v moči Svetega Duha, ki ga je Kristus nam dal, v eni sami veliki zapovedi do Boga in bližnjega, kakor samega sebe. Tako da je spoved velik sakrament in seveda to je veliki dar in bistvo spoved, nekateri teologi pravijo, da je to močnejši moment, kot pa samo stvarjenje sveta. Kajti preko spovedi Bog na novo preustvari človeka, ki je krona stvarstva. In preko spovedi postajamo nove ljudje. In seveda spoved je dejansko, rekel, porodnišnica svetnikov. Preko spovedi so mnogi prišli na pot svetosti. Tako da, da bi lahko šli k spovedi, moramo tudi prositi pomoč od Boga, predvsem v Svetem Duhu, da rečemo Gospodu, pomagaj, da prejmem ta sakrament. Sam ne zmorem, ampak pomagaj mi ti. Zdaj gremo pa k povsem drugačni temi. Vprašanje, ki ga je zastavil nekdo od tukaj zbranih, se glasi: kaj mislite o trenutni svetovni politiki? Trenutna svetovna politika je politika mimo ljudi. Je mimo malega človeka, je samo politika nekaterih posameznikov. In to za korist groznih bilijonov, ne milijard, bilijonov dolarjev. Jaz osebno trdim že 15 let, da svetovno politiko ne vodijo sedanji, tako imenovani velikani držav ali velesil, ampak korporacijske, lobistične, globalistične sile, katerih imen in obrazov mi niti ne poznamo. In so ti svetovni voditelji samo nekako, lutke na šahovnici, ki jo vodijo ljudje, ki jim mi ne poznamo, vendar so to ljudje kapitala in seveda povsem empatični, torej nobenih čustev, nobenih lepih pogledov na človeka, ampak so to ljudje, ki gledajo samo na kapital. Od tukaj so se rodili bitcoini, kriptovalute še zdaj in Bog ve, kaj se bo še iz tega izcimilo. Neka milijarderka je rekla, da pač za njo je nekdo, ki ima 999 milijonov dolarjev, pa z njimi ne zna preživeti, čisto navaden psihopat. Jaz bi rekel, jaz bi dal takih 200 evrov na mesec, pa bi naj ona poskušala preživeti, kako se to da. Veste, dejansko sem zaskrbljen in jaz pravim, hvala Bogu, veste, da še imamo tukaj papeža Frančiška. Namreč papež Frančišek je tisti človek, tista oseba, govorim zdaj o moralni avtoriteti, ne toliko o papežu kot moralni avtoriteti, ki se je odločno postavil na stran revežev, na stran ubogih in kot glas, ki ga oni nimajo, odzvanja oziroma se sliši v tem svetu. In zdaj, če gremo k Frančišku kot papežu, je pa tisti, ki zelo, zelo učinkovito, zelo krepko, zelo močno v Svetem Duhu govori o tem, kaj je to danes pravičnost v Svetem Duhu, kaj je to mir v Svetem Duhu in kaj je to
veselje v Svetem Duhu. In vse troje strjeno v eno, to je Božje kraljestvo med nami. In papež to pomeni in hvala Bogu zanj. Jaz pravim tudi, nič hudega zdaj, pač če ne more tako aktivno opravljati službe, čeprav mu želimo vse zdravje in moči, ampak že s tem, da je, tudi če je omejen v službi, je znamenje Kristusovega delovanja v tej družbi. Naslednje vprašanje, kdaj lahko dobimo novega škofa v Murski Soboti? Novega škofa v Murski Soboti boste dobili takrat, ko si ga boste izmolili. Kratko in jedrnato, bi še kaj dodali? Ne. Bi še kdo kaj vprašal na tej točki? Dobro, gremo naprej. Takole pravi naslednje vprašanje. Spoštovani gospod škof, zanima me, ali boste tudi v koprski škofiji tako dobro opravljali svoje delo, kot ste ga v soboški. Ja, hvala lepa za ta laskavi naslov. Jaz ne vem, če sem ga upravljal dobro. Moram pa reči, da sem ga pa upravljal v svoji vesti, kar bi se lahko rekli po najboljših močih, ki sem jih pač zmogel. In seveda tudi, če sem kaj upravil dobro, sem upravil zato, ker so ti ljudje, ki so tukaj zdaj v dvorani, pa mnogi po valovih Radia Ognjišča z nami, tudi molili za mene. In to je tisto, kar nas dela kot občestvo, da se podpiramo v molitvi drug drugega, da bi lahko upravljali svoje službe, svoje naloge, svoje poslanstvo v cerkvi, ki nam je ga namenil Gospod. Tako da v koprski škofiji, moram reči tole. Me sprašuje, kako je zdaj v koprski škofiji po 2 mesecih. No, kot zanimivost, v 2 mesecih sva z gospodom tajnikom Blažem napravila 10.000 kilometrov. In to po škofiji in pa seveda na 2-3 tedne iz Kopra sem v Soboto, ker še opravljam kot administrator to škofijo in potem se treba vrniti nazaj. Tako se bom tudi jutri vrnil nazaj v Koper, kajti cvetna nedelja je pred nami. V soboto že imam srečanje in mašo z birmanci na neki župniji. Ponedeljek imam stalni svet Slovenske škofovske konference v Celju in se vrnem nazaj in tukaj v torek dopoldne ob 9. potem skupaj z duhovnikom obhajam svetomašo in potem se popoldne v torek vrnem v Koper in imam potem v sredo poslanico velikonočno po RTV Koper in Radio Koper. Potem imamo sestanek duhovniki na škofiji, kako bomo opravili 3 dnevje svetega tedna in to je četrtek, petek, soboto, nedelja, seveda tam škof je aktiven v bogoslužju. Ponedeljek imam potem prvo birmo, popoldne svetomašo na Markovcu v Kopru ob 60-letnici Revije Ognjišče in 30-letnici Radio Ognjišče. Tako da, gledajte, dinamike je veliko. In moram reči, da so me na Primorskem zelo lepo sprejeli z ljubeznijo, z spoštovanjem, z veseljem, s hvaležnostjo, da sem prišel, kamorkoli pridem, tako duhovniki, kakor tudi verniki. In v nekem srečanju sem dejal, če so imeli slučajno kakšen referendum na Primorskem, da so se zmenili, kako sprejeti tja soboškega škofa. Pa so se smejali, pravi, ne, nismo imeli referenduma, nekako smo vas sprejeli z srcem. Tako da to začetek je zelo dober. Sveda sej vemo, potem pozneje bodo tudi prišle težave, takšne in drugačne, življenje jih prinaša, ampak jaz pravim tako, v soboti sem poskušal rad imeti ljudi in tudi v Kopru oziroma koprski škofiji bom poskušal imeti rad. In biti s tem znamenje Kristusove ljubezni do vseh. Eden naslednjih vprašanj se navezuje tudi na dušo, ampak še prej bi pa tegale, zato ker se navezuje na vašo razlago o sveti spovedi, pa prosi nekdo izmed zbranih, če nam lahko osvetlite priliko,
ki pravi, če imaš kaj zoper brata, se spomniš pred oltarjem, pusti dar in se spravi z njim. Tropiče, če si opravil spoved, je odveza. Tropiče in lahko vzameš dar. Ja, to je res. Samo ostane vprašanje odprto, kako pa z bratom, s katerim se skregan. Fant, to je pa težka, tudi za škofa. Glejte, tu so zahteve Kristusa, ki jih ima samo krščanstvo položeno v svoje jedro in nobena druga verstva nima tako velikih zahtevnosti, kar se odpuščanja tiče kot krščanstvo. Mi vemo, da so eno čustva, eno pa seveda tudi Božja zapoved. Mi nismo roboti, ki bi po avtomatsko, ker smo pač kristjani bili krščeni, kar odpuščali. Naš spomin ostaja, naša čustva so ranjena, naše srce krvavi, kajti lahko smo, da smo doživeli neko hudo reč od drugega, od brata, od sorodnikov. Da ne govorim o delitvi dediščine in podobnih reči. Med drugo svetovno vojno je bilo ogromno vasi pri nas, kjer so bile razdeljeni v eni družini, eni domobranci ali drugi partizani. Zakaj? Zato, ker je brat bratu prevzel dekle. Ker je brat podedoval, drug pa ne. In sta šla vsak v nasprotni tabor. Ni šlo tu toliko za ideološke spore, kolikor bolj za spore srca. To se moramo priznati. In to so čisto temeljne, vsakodnevne, kmečke zadeve, ki nam v narodu niso funkcionirale, kot bi morale. In zato seveda, ker smo ranjeni, prosimo Gospoda, prosim, pomagaj mi, da bom to tvojo zapoved izpolnjeval, kot si ti želiš, kot ti od mene pričakuješ. In zato stopam v molitev. In že ko molim za nekoga, ki mi je prizadel, začnem izpolnjevati to zapoved ljubezni oziroma ta odnos do brata, ki je moj dolg, da se spravim z njim. Gre za dolgotrajne procese in tukaj se delajo veliki čudeži. Jaz sem doživljal tudi v moji novi maši leta 1990, ko smo prišli na mojo novomašo in tudi na novomašno ohcet ljudje, ki so bili med seboj hudo skregani in so rekli, zdaj pa tako, ne moremo biti skupaj pri isti novomašni mizi in oltarju skregani, zato nekaj naredimo, da se med seboj spravimo. Torej, tukaj so veliki procesi in če stopimo v ta proces, potem smo že tudi upravičeni kiti oltarju in tam darovati svoj dar, konkretno obhajati sveto mašo in iti k svetemu pojilu. Dobro, naslednji pisec vprašanja pa prosi za razlago, kam gre duša takoj po smrti, če je sodba šele ob drugem Jezusovem prihodu? Hvala. Ja, imamo dve sodbi, ne gre samo za eno sodbo. Takoj po smrti se zgodi prva sodba in ta je dokončna. Druga sodba ni popravni izpit. Druga sodba je samo potrditev prve. Torej, takoj po smrti gre duša pred Boga. In kaj se tam zgodi? To nekoliko pogrešam tudi v naših razmišljanjih, predvsem teoloških. Duši se vrne, duša pridobi nazaj popolno spoznanje, ki ga je izgubil prvi človek v raju, ko je grešil. Adam in Eva sta namreč izgubila popolno spoznanje. Kaj to pomeni popolno spoznanje? Spoznanje dobrega, spoznanje Boga, spoznanje sebe takšen, kot sem, ne takšen, kot mislim, da sem, ampak takšen, kot v resnici sem. In duša takrat spozna sebe takšnega, kot je pred Bogom. In seveda tudi sprejme sodbo od Boga za večnost, torej za nebesa, ali celo za vice. Torej prva smrt oziroma prvo srečanje z Bogom daje možnost vic, ali pa nažalost Bog ne daje za pogubljenje. Torej duša sama spozna, da je Božja sodba do nje popolnoma pravična in to sprejme. In seveda
Zdaj, kaj smo v življenju bili, kakšni smo v življenju tudi bili do drugih ljudi, kaj smo počeli, ali smo to delali iz ljubezni, ali iz navade, ali iz znuje, kar smo pač delali. Ali sem bil duhovnik samo zaradi, ker sem bil duhovnik, ali sem bil duhovnik zaradi vere in ljubezni, ali je mož ženo ljubil zato, ker je v njej videl Kristusovo podobo in podobno. Vse to se bo že ob smrti, torej po moji smrti, zelo, zelo krepko stehtalo. In vidite, govorimo o dveh smrtih. Ne? Prva in druga smrt. Prva smrt, jaz v stolnici, v Kopru, ko grem za krstijo, imamo zelo zlizan prak. In to so stoletja, ki so sprejemala preko tega praga ljudi v cerkev. Vse imamo tudi drugod po Sloveniji, mnogo cerkva in kapel, ki imajo zlizane prage. Ampak mimo tega praga ne moreš v cerkev, čeprav je zlizan. No in takšen zlizan prag je smrt. Ampak preko smrti, kot je bilo že rečeno, tudi večkrat danes v cerkvi, gospod Goran Kuhre o tem pridigal, pa Aljaž Baša o tem govoril, preko smrti torej moraš umreti, da lahko se srečaš in da lahko doživiš oziroma da se lahko počestvo z Bogom. Se sam Bog pravi Mojzesu, ne moreš me videti, ne da bi umrl. Ker ti gre za veličastje Boga, ki je tako veliko, da ga živi človek tukaj na zemlji ne more enostavno prenesti, ker smo premajhni, prešibki. Meni so včasih otroci dejali, gospod, mi bi radi videli Boga. Jaz sem rekel, ok, se zmenimo. Ja, kako? Smo jo zopet čudno gledali, sem rekel, gremo iz učilnice ven, zdaj pa vsi brez sončnih očal gledamo sonce. Jo, gospod, to pa ne ve, to pa ne gre, bomo slepeli. Jaz sem rekel, no, glejte. Pa vi bi radi gledali tistega, ki je ustvaril ta bogi prašek, ki tam gor sveti na nebu. Veste, koliko je takšnih sonc, ki so tisočkrat in tisočkrat večji od našega sonca, pa je ustvaril Bog in bi vi radi gledali Boga. To je preko katehecka prispodoba. Ne? Tako da Bog je neizmeren in seveda zato seveda tudi tega našega Boga, ki je vsemogočen, ga seveda imamo v srcu. In zato mi smo prebivališče Boga. Z svetim krstom smo bili zaznamovani za prebivališče Boga in kot taki, ker smo prebivališče Boga, se imenujemo eklezije, zbrani v občestvu verujočih in kot taki seveda tudi potem se imenujemo cerkev in zaznamovani smo za večnost z svetim krstom. No, druga smrt, tista je nekako pa bolj, bi rekel, ja, knjiga Razvetja govori o tem, da bo druga smrt vržena v ognjeno jezero. Torej, druga smrt pomeni pa pogubljenje. Torej, smrt, kjer več ni vrnitve v ničesar, kar bi lahko bilo dobrega, večnega in blagodejnega. Glejte, mi umiramo zdaj do sodnega dne, ampak ko bo nastopil tisti dan, najbrž bodo še nekateri živi. In bodo tudi oni umrli, medtem mi bomo postali iz grobov. Ne? Torej, tudi tisti bodo umrli, ampak potem bo nastopila druga smrt, kjer bo pa dokončna smrt, ki pomeni trajno ločenost od Boga, od življenja. Ja, tudi glede pekla, ne? Mi bomo s telesi ostali iz grobov? Tako, s telesi, hvala, da ste me na to še vrnili. S telesi bomo ostali z grobov v drugi smrti. Poveličanimi telesi, takšnimi telesi, kot je imel Jezus ob svojem stajenju. Namreč o prvi smrti gre samo naša duša ali naše življenjsko počelo, torej počelo naše osebnosti gre pred Boga v sodbo. Ob drugem stajenju pa se bodo zbudila tudi naša telesa. Upepeljena, raztrošena, zakopana tako ali drugače, zmetana v ne vem kakšne čopore in grabe in grobnice in, oprostite, grobišča, sedaj še nepokapanih milijonih ljudi po raznih grabah in tako naprej. Vsa ta telesa bodo ostala k življenju. Tako, če je Bog uspel skupaj sestaviti človeško telo iz dveh celic, ne, in moje telo ima nekaj krepko čez 100 kil,
in bo to vse enkrat razpadlo, bo tudi ob koncu časov tudi iz nič tako rekoč nazaj sestavil telo, poveličeno telo, ki ne bo več podvrženo smrti, bolečini, trpljenju, žalosti in tako naprej. Tako, zakaj? Takrat se bosta duša in telo združila v enost. Človek ne more biti ločen, ni dualizma, ampak človeška oseba je samo oseba v telesu in v duši, kar seveda se bo zgodilo ob koncu časov. Tako da ja, smo od očakanja, od tega trenutka smrti do tistega končnega poveličanja oziroma trenutka sodnega dne. Namreč tukaj je še nekaj, ne? Kaj bo z stvarstvom, kaj bo z našo zemljico, kaj bo z planeti in tako naprej. Kar Bog ustvari, ne uniči. Bog ob drugem prihodu ne bo delal popravnega izpita za sfalirano stvarstvo, ki smo ga mi uničili s svojimi vojnami, ekologijami ali neekologijami, sovraštvi, svojimi grehi, ne. Vse to bo prečiščeno v ognju ljubezni in bosta ustvarjena novo nebo in nova zemlja. Mi temu rečemo lahko preprosto z besedo raj. Seveda, v razodetju nam je to predstavljeno že kot Novi Jeruzalem, novo mesto, prebivališče Boga med ljudmi. Seveda, vse to, gledaj, kar beremo v Svetem pismu o nebesih, o Novem Jeruzalemu, vse to, moram poudariti, je napisano tako, da lahko razume naš Ampak kaj so to nebesa, se mi ne moremo nikakor predstavljati. Nikakor. Nebesa so namreč sam živi Bog. In kdor je v nebesih, je v Bogu in Bog je v nebesih in Bog je povsod. Pravimo tudi, da je že Božje kraljestvo, ne, že tukaj med nami, ampak v razvoju. Dokončno stanje nebes oziroma Božjega kraljestva se bo zgodilo ob koncu sveta. In zato gledajte, da so nebesa nekaj tako velikega, da je moral Bog v Jezusu Kristusu umreti na križu, da bi mi lahko prišli tja, je to res pretresljiva reč. Da je Bog sam umrl na križu, da bi lahko mi prišli v nebesa. Bog sam sebi recimo ni dovolil nobenega bypassa, nobenega ovinka, nobene olajšave, zato da mu ne bi trebalo umreti, pa bi mi vseeno prišli v nebesa. Ne, Bog je šel do konca v svoji ljubezni. In to se večkrat spomnim na to, da nebesa so bila odkupljena za nas z veliko ceno, s ceno Jezusove smrti in krvi na križu. In pa seveda omogočena nam z stajenjem Jezusovim in tudi z našim stajenjem. Mi verjamemo v Jezusovo, torej verujemo v Jezusovo stajenje in verujemo tudi v svoje stajenje. To ni nobena krščanska vera, če mi ne bi verjeli v svoje stajenje od mrtvih. Potem to ni krščanska vera. To je potem neka sfalirana ali neka zgrešena ali neka vera, ki ne vodi nikamor in sama sebi nima smisla. Jezus je stal od mrtvih zato, da ostanemo od mrtvih tudi mi. Torej, da pridemo pred Boga, moramo torej umreti, zapustiti to zemstvo. Dobili smo ste vprašanjem, če ste bili kdaj navzoči ob smrti in kako ste to doživljali. To pa zanima tukajšnjo mladino. Ja, bil sem 3-krat ob smrti. Oziroma, 3 ljudje so umrli dobesedno v mojih rokah. To je pretresljivo, veste. Bil sem še bogoslovec na Rakovniku leta 1989 in me je še ločilo pol leta do nove maše. Bil sem že diakon, bilo je meseca decembra. In tam so imeli zelo dobrega salezjanca, sobrata, pomočnika, laika, ki mu je bilo ime gospod Janko Božič. To je bil čudovita osebnost, spoštovan krojač in je bil vrhunski krojač za talarije. To se pravi za duhovniške obleke in škofovske obleke. On je vsem slovenskim škofom tudi že takrat šival talarje na škofu Pogačniku, potem škofu Jenku, škofu Leniču, to so vsi tja hodili. No? In ta gospod je bil
zelo hudo bolan za rakom. In sicer tako, da je tukaj na desni strani imel tako hudo rano, da mu je segala vse čez rebrnico, tako manj, da se do pljuč. On je seveda zelo težko dihal in je umiral. In jaz kot diakon nekako sem rekel, ja, pa daj, ne bodi samo diakon ob službi ministrantom, liturgiji, ampak tudi v službi temu svojemu bolnemu sobratu. Bil je star nekaj čez 80 let. Dobro sva se imela, zelo dobro. No in zanimivo, velik prijatelj je bil tudi z mojim očetom. Sta se večkrat rada zelo srečala, pa pogovarjala, predvsem ko je oče z mamo prišel na obisk na Rakovnik. No in govorim o tem, kar je res. Mogoče se malo čudno zdelo, ampak govorim izkušnjo. No in sem prosil gospoda ravnatelja seljanske skupnosti, takrat je bil to gospod Tone Lipar, če bi lahko jaz bil to noč na dežurstvu pri tem sobratu, ker imam občutek, da se bo poslovil. Rekel, bodi, če bo kaj težkega, me pokliči, da potem pridem zraven pomagati, se rekel, bom. In tako sem bil zvečer pri tem sobratu, težko je dihal, bil je obrnjen na desno stran. Potem pa tam v polnoči je začel težko dihati, pa redko dihati, ampak težko. In se rekel, prihaja trenutek. In sem vzel iz žepa tole podobico, gledajte, kakšna je. To je 36 let stara podobica Marije Pomočnice in sicer z blagoslovom Marije Pomočnice, ki ga je delil sveti Janez Bosko svojim sobratom Salezjancem in z njim delal čudeže. In seveda, gospod Božič je že sprejel vse zakramente, torej sveto spoved, bolniško maziljenje in sveto upojilo. In tam ob tem dihanju, težkem dihanju, sem pokleknil in mu podelil blagoslov Marije Pomočnice. In ko sem mu ga podelil, ko sem končal, je nehal dihati. Se je preselil. In takrat me je dejansko prevzelo, glej, sedaj je tu v tisočinki sekunde rečeno po naše, po človeško, je že v večnosti, je že v nebesi. In to v molitvi k Mariji Pomočnici. In potem me kliče zjutraj oče, pa reče, poslušaj Peter, kaj je z gospodom Božičem? Pa mu nisem rekel. Se je rekel, zakaj me oče sprašuješ? Pravi, a veš, kaj se mi je zgodilo, kaj pa? 12:30 zjutraj me je njegov glas zbudil in nekdo me je stresel za ramo. In rekel, slišal sem, gospod Jože, jaz odhajam. Se je rekel, ja, dragi oče, o 12:30 zjutraj gospod Janko Božič odšel v nebesa. To je moja izkušnja prve smrti. Druga izkušnja smrti je, ko sem šel skupaj z dvema sobratoma duhovnikoma in sicer z dekanom Ivanom Krajncem z Goričkega in župnikom Andrejem Zrimom, gospodu Štefanu Kuharju, ki je tudi bil težko bolan v bolnišnici, je imel možgansko kap in sem mu podelil zakrament bolniškega maziljenja, ni mogel več sprejeti svetega upojila in ko je ta zakrament prejel, je zaspal. In tretji moment smrti je pa moja krstna botra iz Lendave, draga botrica Majda Horvat, torej žena od mojega strica Gustija. Ona me je nesla k krstu, ona me je spremljala k prvemu upojilu, ona je bila zraven, ko sem bil pri sveti Birmi, ona je bila zraven pri mojih prvih in večnih redovnih zaobljubljah v salezjanski družbi, ona je bila zraven pri mojem duhovniškem, diakonskem posvečenju še prej, ona je bila zraven pri mojem škofovskem posvečenju in je tudi hudo zbolela
je imela tudi kap in sem šel, prosil gospoda kaplana takrat, Aljaža tukaj Bašu, če bi lahko šel predvideti, podeliti bolniško maziljenje, kajti jaz sem bil odsoten, nisem bil takrat v škofiji in ji je podelil bolniško maziljenje. Potem sem se pa vrnil in hitro pohitel k njej. Tam je bila tudi hčerka zraven, seveda jokala, sva molila in sem jo držal za čelo. Ko sem zmolila rožni venec, je še prišla vnukica, ki je zelo znana zdravnica tudi v rakičanski bolnišnici, nevrolog. Smo vsi trije molili, sem prijel za čelo in je podelil zopet iz te podobice, zguljene podobice, blagoslov Marije Pomočnice. In ko sem jo blagoslovil, je izdihnila globoko in zaspala tako rekoč v mojih rokah. Torej žena, ki je bila v vseh momentih mojega življenja. Ona me je dvignila iz krsta in jaz sem jo dvignil v nebesa. To so te 3 izkušnje smrti. In zaupamo, verujemo tudi vi v to, da nas spremljajo v nebesih. Morda bi ob zaključku najinega pogovora tega večera zaključila s kakšnimi mislimi, spodbudami svetega očeta, kako on vidi to, kako nas nagovarja vernike, da verujemo v to. Torej, sveti oče nam zelo jasno pove tole, zlasti, ker je tako tudi zelo socialno usmerjen v svojem srcu, tudi v svojem programu, v svojem delovanju kot papež. Naj bodo naše misli in pogled usmerjeni v nebesa. Če že imamo dolžnosti tukaj na zemlji, tudi kakšno premoženje, imetje, s katerim upravljamo, tudi če smo v službi, ki pomeni mogoče celo kakšno kariero, nikakor ne imejmo srce samo pri teh rečeh, ampak on pravi, da se moramo že zdaj vaditi za tisti trenutek, ko nas bo Gospod poklical, da bomo lahko prišli bogatih rok, ne v smislu tega, kar pomenijo zemeljske dobrine, ampak v smislu ljubezni, predvsem do revnih, zapostavljenih, ubogih, torej v smislu služenja ljudem. Tako da tudi sedaj, pravi, v tej težki bolezni sveti oče, da je to velika šola, kajti v bolezni drugače gledaš na vse skupaj, tudi na življenje in na večnost, ko si zdrav. Veste, poznam kar nekaj tudi zelo hudo bolnih bolnikov, onkološko bolnih, torej na onkoloških boleznih. In mi rečejo, veste, te skrbi, ki jih imate vi, kot škof ali pa drugi ljudje, to za mene več ne obstaja. Za mene je samo še to, ali bom današnji dan lahko še preživel ali ne. Za mene je to, ali bom lahko še jutri vstal ali ne. Teden naprej za mene ne obstaja. Obstaja samo ta dan, ki ga danes živim. In ta dan hočem živeti v polnosti, veselju, ljubezni in hvaležnosti, da ga še živim. No in sveti oče Frančišek, gledajte, tudi daje tak lep vtis, tudi zdaj, ko prihaja pred ljudi, z cevko v nosu, ne, vendar pomeni, da on za to boleznijo, ki se ne sramuje, tudi zelo jasno zahteva od zdravnikov, da govorijo vsemu svetu. To je tudi veliko pričevanje. Kajte, veste, vsi imamo težave, da ko mi zbolimo, recimo za kakšno boleznijo, onkološko boleznijo, to tajimo. Zakaj? Ja, ker nas ljudje že imajo za mrtvega. Nas že skoraj pokopljajo, pa še niti kemoterapije nismo začeli. Pa niti bioloških zdravil še ne, pa nič še nismo začeli. Samo prve preiskave so bile narejene, pa hkrati še ne vemo, je ali ni pozitivno ali negativno tista tvorba, ampak se bojimo, ker kaj bodo ljudje rekli. Ne? No in papež tukaj jasno da vedeti za svojim
ravnanjem nam daje vzgled, ne se bati, tudi če te pokopljajo. Glavno je, da si ti pred Bogom in svoji družini, med svojimi dragimi, ki jih imaš rad, še vedno živ in bo še živ. Moram omeniti mojo drago mamo, naj mi ne zameri, če sem osebno sedaj javen. Ona je hudo zbolela za rakom pri 41 letih. In takrat je Marija rekla, Marija, ti še nimaš k mene vzeti pravice k sebi, ker imam še 3 nepreskrbljene otroke. No in mama, Bog daj, bo letos dopolnila 87 let. Ampak takrat je bilo še samo obsevanje, niso bile kemoterapije. Ampak z Marijo. Tukaj, gledajte, bi zelo, zelo lepo vsakega od nas povabil, dajmo svoje težave, svoje rane, svoje strahove in stiske v roke Marije. Zato se tudi imenuje Marija pomočnica in Marija tolažnica. In v njej je vsa naša tolažba, v njej je naša pomoč. Vidim tudi kakšnega sina duhovnika tukaj, ki je svojo mamico izmolil od hude bolezni prav pri Mariji. In mamica sedaj z njim stoji oziroma sedi in se tega veseli. To je, gledajte, izkušnja ne samo najbrž mene, pa tega duhovnika z mamico in moje mamice, ampak mnogih od vas. In zaradi tega, ker smo se Slovenci zelo vedno znali zaupati Mariji, smo tudi zaradi tega Marijin narod. In sem zelo vesel in sem tudi hvaležen vsem duhovnikom po naših slovenskih škofijah, ki omogočajo recimo svete maše ali druge pobožnosti za onkološke bolnike ali tudi za druge težke bolnike, da enostavno vstopajo v to sveto dogajanje Evharistije, kot sem že prej na začetku omenil, med Marijo in Evharistijo, vsem tem našim preizkušenim bratom in sestram. Moram biti nekoliko oseben, gledajte, jaz pri svojih 63 letih, ki bom kmalu dopolnil, vsako jutro tudi mislim na svojo smrt, pa vsak zvečer na svojo smrt. In to sicer od 50. leta, od Abrahama naprej, danes gospod župnik Goran pridigal, kako je z Abrahamom. Ne? Še 50 let nimaš, pa si srečal Abrahama, ne? Rečejo tam farizeji Jezusu, od tega, zato imamo mi 50-letnike za Abrahamce. Ne? In vsako jutro, vsako zvečer mislim na svojo smrt in seveda se tudi pripravljam na to, prej je slej prišla tudi neka oblika bolezni, ki me bo približala tej smrti. In zdaj seveda kot škof, kako bom zdaj jaz se s tem predstavil javnosti? A bom tajil? A se bom sramotil? Ali bi jim, kot se rekli, po mladinsko fintaril, da me nič ni in podobno? Ne. Enostavno, ponižno, predano, kot vsi ostali bolniki. In predvsem v zaupanju Jezusovo in Marijino pomoč. In tukaj pravim, ponavljam, papež Frančišek je tukaj lepa šola za vse nas. Gospod škof Peter Štumpf, tekom tega večera mi je na misel prišel pogovor z eno izmed ameriških teologin, ki je govorila o kraticah JHVH, ki se v Stari zavezi je označevala ime za Boga Jahve. In to naj bi se izgovorilo kot vdih in izdih, torej brez premikanja ustnic in jezika. Jahve, ne? Kar bi pomenilo, da kot človek, kot dojenček, ko prvič zadiha in zadnjič izdihne, izgovori Božje ime. Torej je on naš začetek in konec. In s to mislijo, gospod škof Štumpf, tudi zaključujemo nocojšnji večer. Hvala za vse odgovore in razmišljanja ter tudi izkušnje. Hvala lepa vam za lepo druženje, tako vam tukaj kot voditeljici te lepe oddaje, kakor tudi vsem prisotnim tukaj v dvorani in v sprejemnikih Radio Ognjišče. Združujem 2 škofovski gesli. Ponovno, kot sem v svojem ustoličenju ali umestitvi za škofa v Kopru to napravil, torej škofa Jurija in moje škofovsko geslo, pogum vsa ljudstvo deželi, z nami je Mati Marija. Hvala tudi vam, dragi obiskovalci, dragi poslušalci, da ste sooblikovali večer, ki sem ga vodila Maja Morela. Radijski misijon od 6. do 12. aprila. Gospod,
pomnoži nam vero.